Sledeči program je bil posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Če hočete živeti za to, da na kogarkoli naredite vtis, potem ga ustvarite za Boga. Sama ne verjamem, da lahko kdo zmaga v svojem življenju, preden se ne nauči. Za tiste, ki še ne veste, o čem se boste danes učili, se boste učili o samoobvladovanju. Rada imam to, ker verjamem, da so vsi sadeži duha rezultat ljubezni. V resnici mislim, da je sad duha ljubezen in vse drugo je le podaljšek ljubezni. Samoobvladovanje jih drži na pravem mestu. Videli boste, kako to deluje. Poglejmo k pismu Galačanom 5:22. Sad svetega duha je tisto delovanje, ki ga v svoji prisotnosti izpolni. Če imate svetega duha in živite po svetem duhu, bodo sadovi prišli iz vašega življenja. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost in tudi obvladovanje in prizanašanje. Dobrotljivost, prijaznost, blagost, skromnost, ponižnost, zvestoba, ponižnost in samoobvladovanje. Proti tem darovom ni nobene postave, ki bi nas spremenila. On nam v resnici pravi, če uspete delovati potem bo tudi hudič imel težavo, da vas obsodi. In veste, če smo osredotočeni na nekaj, to tudi razvijamo. Zavedam se, da sem se pred 15 leti osredotočila na mnogo stvari v svojem življenju, vendar pa sem se le malo ali nič osredotočila na pot ljubezni. O tem sem poslušala pridige, govorila sem ljudem, da jih ljubim. Vendar sem dospela do točke, ko sem priznala, da v resnici ne vem toliko o tem. Ljubezen ni le beseda. Je način, kako se obnašamo do ljudi. Je način, kako se obnašamo z njimi. Tako sem se začela usmerjati k poti ljubezni. Ko sem se začela na to osredotočati, verjamem, da z Božjo pomočjo sem se uspela v tej smeri zrasti zadnjih 15 let. Če se na nekaj ne osredotočite, se to v vašem življenju ne bo razvilo. Če imate poljubno področje v svojem življenju, kjer čutite, da potrebujete več samoobvladovanja, potem je to danes izbran prostor za vas. Ni vam treba želeti, da če bi tako ali tako bili tukaj, če bi bili tukaj ali bi bili tukaj. Vi poznate vse te ljudi, ki kontrolirajo sami sebe, vendar vi ste tukaj in Bog ima sporočilo za vas in zame. Naučite se natančno pregledovati sadove. Ko grem v trgovino kupiti sadje, si ga dobro ogledam. Kajti ugotovila sem, da je včasih sadje, ki izgleda odlično na zunaj, pa ni takšno v svojem jedru. Mnogo kristjanov se lahko lepo obleče, ko gredo v cerkev, se naučijo cerkvenega jezika, nosijo križ okrog vratu, nalepko na avtomobilu, vendar to še ne pomeni, da nosijo sadove. Oseba ni duhovna samo zato, ker zahaja v cerkev, ni duhovna zaradi tega, ker ima sveto pismo, ni duhovna zaradi tega, ker nosi krščanski nakit. Po njihovih sadovih boste spoznali. Mi se moramo veliko bolj ozirati na sadove v človeškem življenju in se moramo zanimati za sadove v našem osebnem življenju. Preden pogledamo k drugim, moramo najprej pogledati sebe, v svojem domačem okolju. Ali je danes kdo tukaj, ki lahko reče zase, da raste v samoobvladovanju? Sedaj veste, da imamo svoje priljubljeno področje in smo skoraj za korak oddaljeni, da rečemo, v redu, veste, jaz se ne morem kontrolirati na tem področju. Najprej vam želim povedati, da je to neresnična izjava. Vi se lahko kontrolirate, če se le zares hočete. Vendar morate to hoteti. Za vas mora biti nekaj pomembnega. Povedala vam bom zgodbo, kjer bom to poudarila. Koliko izmed vas ima rado sladoled? Dobro, pridobila sem si vašo pozornost. Da, boste rekli, rad imam sladoled, to je moja slabost. Nikakor se ne moremo odreči sladoledu. Jaz pa vam rečem, lahko se odrečete in vi boste rekli, ne morem, preveč rad imam sladoled. Dokazala vam bom, da se lahko odrečete sladoledu. Predstavljajte si, da se nahajate v največji slaščičarni na celem svetu. Tukaj so vsi mogoči okusi, kar si jih lahko pričarate v svoji domišljiji.
In prodajalec za pultom vas vpraša, kaj želite, samo poimenujte in jaz bom za vas pripravil tak okus. Vi mu poveste in on vam pripravi največji, najbolj kremast, slasten sladoled, ki ste ga kdajkoli videli. Poda vam ga skupaj z žlico. Sline se vam že cedijo in težko čakate. In tukaj sedaj moje vprašanje. Ali lahko odložite ta sladoled, odidete ven in ga ne pojeste? Rekli boste, ne, to ne morem storiti. Dobro, dodajmo nekaj k tej zgodbi. Ko poskušate oblizniti prvo kepo, slišite klik. Na glavi začutite mrzlo jekleno stvar. S končkom levega očesa vidite dolgo kosmato roko, ki drži pištolo na vaši senci. Glas vam reče, če boš pojedel ta sladoled, ti odpihnem možgane. Sedaj vas ponovno sprašujem, ali se lahko odpoveste temu sladoledu? Zelo pomembno je za nas, da se z Božjo pomočjo naučimo delati to, kar je prav. Danes se naučimo, da nam Bog nikoli ne ukaže storiti nečesa, za kar nimamo zmožnosti, da to opravimo. Kako bedasto bi bilo reči Bogu, želim, da to in ono napraviš, vendar ti tega ne zmoreš. Jaz bom kar tukaj sedel in se smejal, ko se boš ti mučil s tem. Bog pravi, da zmoremo, mi smo tisti, ki pravimo, da ne zmoremo. Dokler verjamemo, da ne zmoremo, tega ne bomo storili. Rada bi vam priporočila, da večkrat na dan začnete na glas izgovarjati, v meni so sadovi Svetega Duha in sodelujem s Svetim Duhom, da vsak dan razvijam te darove. Vsak dan rastem v ljubezni. Hodim v ljubezni, veselju, miru, potrpežljivosti, prijaznosti, dobroti, zvestobi, krotkosti in samoobvladovanju. Sam sebe kontroliram. Recite, hodim v ljubezni. Hodim v veselju, v miru, potrpežljivosti, prijaznosti, dobroti, zvestobi, krotkosti in samoobvladovanju. Sam sebe lahko kontroliram. Zakaj je tako pomembno, da na glas izrečemo stvari? Zato, ker nas Svetopismo uči, da lahko imamo to, kar Bog reče, da lahko prejmemo, vendar se mi zdi zelo pomembno, da to tudi izrečemo na glas. Kar pravi Bog. V jeziku je moč življenja in smrti in tisti, ki se mu vdajo, morajo jesti njegove sadove, pa naj so življenje ali smrt. Če neprestano izrekate, veste, jaz sem tako nepotržljiv. Ali pa rečete, ne morem se obvladati, ne morem si pomagati. Če pojem samo en piškot, jih moram pojesti kar celo škatlo. Mislim, to je bedasto. Vas prebiva moč stvarstva in vi mi boste govorili, da se ne morete odreči piškotom. Lahko storite vse, kar si resnično želite. Dala vam bom drug primer. Recimo, koliko izmed vas se doma za zaprtimi vrati obnaša na način, ki si ga ne bi dovolili, če bi bil tam nekdo. No, dajte, no. Bodite pošteni. Dobro, predvidevam, da ste doma preživeli najhujšo nevihto in da ste jezni na vsakogar. Kričite na otroke, kar naprej nekaj godrnjate, se prepirate, zelo jezni ste. Govorite vse mogoče stvari, še vedno ste v tem vzdušju. Popolnoma vas je prevzelo, tako sem naveličana tega in takoj počistite tole. Dovolj imam vsega. In takrat zazvoni zvonec in pogledate skozi kokalo na vhodnih vratih in zagledate mene. Sedaj vas želim vprašati, kako hitro se lahko obvladate. No, vsakdo tukaj se lahko zaveda, da se lahko obvladate v nekaj sekundah. Manj kot 30 sekundah. Odprli bi vrata in rekli, Joyce! Slavimo Gospoda! To je čudež, hvala ti, Jezus! Otroci, pridite in pogledajte, kdo je prišel na obisk, ne boste verjeli. Koliko izmed vas je razumelo to? Vidite, v čem je problem? Mi se obnašamo zares lepo z ljudmi, na katere hočemo napraviti vtis.
Vendar je nekaj, kar moramo razumeti. Bog vse razume, Bog vse vidi. In samo zato, ker ste prišli domov in zaprli vrata, še to ne pomeni, da njega ni tam. Če bi hoteli na kogarkoli napraviti vtis, bi moral biti to Bog. In ne verjamem, da lahko pride kdo do zmage v svojem življenju, preden se ne nauči delovati po vse vidnimi očmi tistega, ki vse vidi, in se nauči živeti v njegovo slavo in čast. In ne zato, da bi impresioniral ljudi. Zaradi Božje ljubezni se naučite obvladati sami sebe. Jezus je rekel, če me ljubite, me boste tudi poslušali. In odkrito mislim, da na nek način ljubimo Boga v različnih stopnjah. Začnete ga malo ljubiti, potem ko rastete, ga ljubite nekoliko bolj in bolj in bolj. Dokler ne pridete do točke, ko ne veste več, kako bi mu to še povedali. Ko ljubite nekoga, hočete storiti to, kar druga oseba hoče, da storite. Tudi če posebej nočete tega, vendar če želite ugajati njim, boste to storili, ker jih ljubite. Drugo pismo Korinčanom 5, 14-15. No, med drugim, samokontrola je vaš prijatelj. To ni sovražnik. Ni nekaj, za kar bi postali naveličani vsakeč, ko slišite besedo samokontrola. O, moj Bog, lahko vam zagotovim, da so tukaj ljudje, ki niso prišli zaradi tega, kar danes učim. Mislim, da je velika možnost, da je kdo, ki si je govoril, no, v svojem življenju imam težave in potrebujem nekoga, da me spodbudi. Veste, takšno učenje ni pusto in prazno. To učenje nas vzgaja. Brez discipline se mi zdi življenje veselo, vendar pa pozneje prinaša sadove miru in pravičnosti vsem, ki jo uporabljajo. Ali hočete ostati prav tam, kjer ste sedaj, za preostali konec svojega življenja? Ali pa čez leto ali dve lahko postanete drugačna oseba, polna miru, veselja, upanja in moči? Samo oseba, ki nima nobenega razuma, si lahko misli, da lahko počne iste stvari, ki so jih vedno počeli in dobi različne rezultate. Če hočete imeti spremembo v svojem življenju, potem morate spremeniti nekaj, kar počnete. Spremeniti morate svoje mišljenje, svoje govorjenje, svoje dejanja. Spremenite svoje navade in Bog nam bo pomagal, da to storimo. Ni tako, kakor delo meso, ko se odločimo, nadzoroval bom samega sebe. Ne, morali bi storiti to, kar svetopismo pravi o tem. Bog, to želim napraviti tvojo čast in slavo. Imam problem na tem področju in potrebujem tvojo pomoč. In vsako področje, v katerega stopate, je tam tudi skušnjava in je edina stvar, ki jo lahko storite, da vnaprej molite za to področje. Jezus je govoril svojim učencem, molite, da ne pridete v skušnjavo. Nič dobrega ne bo iz tega, če boste rekli, želim, da ne bi imel skušnjav. Obljubim vam lahko, da jih boste imeli. Vse svoje življenje se bomo soočali z različnimi skušnjavami, vendar pa lahko vnaprej molimo. Zaradi tega je tako pomembno, da vsako jutro preživimo čas z Bogom. Rekli boste, jaz nisem jutranja oseba. Dobro, premagajte že to. Tu je neka stvar. Če ne začnete prav svojega dneva, bo ostanek dneva zelo, zelo ušiv. In jaz se nočem vtikati v vašo teologijo, kako preživljate svoje življenje. Veste, če ste resnično bolj osredotočeni na večer, kakor jutro, potem je tudi prav. Vi lahko tudi zvečer posvetite čas Bogu, ko v noči študirate in premišljujete. Vendar izkažete vsaj 5 minut časa Bogu zjutraj, mu date čast in mu povejte, Bog, potrebujem te, ne morem si misliti, da lahko karkoli storim brez tebe. Ena izmed mojih vnukinj je stara 10 let in je po osebnosti zelo podobna svoji babici. No, razen da je Sveti Duh deloval 68 let na meni in ona je le stara 10 let, tako ima še čas za rast. Njena mama ji vedno pravi, ti si takšna, kakor je bila tvoja babica. In veš, ona se naučila, da se kontrolira. Sedaj me je zelo počastila, ko je rekla svoji mami, a misliš, da bi babica nekajkrat na mesec lahko posvetila nekaj časa meni, da bi me učila? Zelo sem vesela.
Usedla sem se z njo in prva stvar, o kateri sva govorile, sem ji rekla: hočem, da se navadiš vsako jutro razviti navado, da prvih 5 minut posvetiš Jezusu. Vsako jutro. Samo povej mu, kako ga potrebuješ, da bi ti pomagal kontrolirati tvoj značaj, potrebuješ ga, da bi ti pomagal kontrolirati jezik, to, kar ti želiš, da postaneš, tudi on želi. Bog, pomagaj mi. Ne misli, da nimaš, ker nisi prosila. Bog ti bo pomagal. Amen. Recimo, da imaš težave s sladkarijami in si vse svoje življenje govorila: ne morem se odreči sladkarij, ne morem, to je moja slabost, to me zasažnjuje, čokolada me zasažnjuje. Veste, mi smo si leta in leta govorili napačne stvari. Mislim, da je jezik najbolj težko področje za nadzor. Kako ga hranimo, kaj gre noter in kaj pride ven. Mislim, tako majhen organ in povzroči toliko problemov. Amen. Vi začnite govoriti: prejel sem sadove samokontrole, lahko nadzorujem sam sebe, sem osebnost samokontrole. Če hočem jesti sladkarije, jih jem, vendar se jim lahko odpovem, ko hočem. Ne zapravljam denarja, ki ni moj, sem discipliniran, svojo hišo čistim in takšna ostane. Skrbim za svoj avto, skrbim za svoje telo. Na začetku to ne bo tako zelo vidno. In hudič vam bo lahko prišepetoval: o, ti se lažeš. Recite mu: ne, za temi stvarimi se stregujem, čeprav se zdijo drugačne, kot so. In potem molite: Bog, pomagaj mi. Pomagaj mi, Bog, pomagaj mi. Mislim, da ko molite in izrečete, potem Bog resnično deluje v vašem življenju. Nič ne pomaga, če samo molite: o, Bog, pomagaj mi s samovladovanjem. Potem pa se obrnete in rečete 3 ljudem, da nimate nobenega samovladovanja. Koliko izmed vas ima mišljenje, da niste preveč samodisciplinirani? Recimo, da je to splošna samopodoba. Napačno je s tem začeti. Če nič drugega, danes to popravite. Nočem, da bi nadaljevali s takšnim mišljenjem. Nočem, da tako mislite in da tako govorite. Če hočete imeti to, kar Bog hoče, da imate, morate z njim sodelovati. Nehajte sodelovati s hudičem, če nočete njegovega načrta za svoje življenje. Recite: lahko se kontroliram. Funkcioniram v samokontroli. Bog, pomagaj mi kontrolirati samega sebe. Sedaj vam lahko zagotovim, da če boste začeli samo izrekati te stvari nekajkrat na dan, boste že začutili razliko. K temu dodajte molitev in prosite Boga, da vam pomaga. Če se osredotočite na dejstvo, da nimate nobene samokontrole, potem ne boste imeli nobene samokontrole. Vendar, če boste začeli verjeti v to, kar pravi Božja beseda, potem boste videli, da vam prinaša sadove v vaše življenje. Amen. To je dobra stvar. Lahko kontroliram samega sebe. Bog vam bo dal samokontrolo. Prisluhnite, 2. Korinčanom 5, 14-15. Kristusova ljubezen nas stiska, saj smo presodili takole: eden je umrl za vse, zato so vsi umrli. Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obojen. Jezus je umrl, tako ne moremo biti več sebični in misliti samo nase. On je umrl zato, da bi tudi mi lahko umrli stvarem, ki za nas niso zdrave, ko enostavno rečemo ne. Ne, ne, ne in ne. Jaz sem oseba samokontrole. Hudič bo rekel: o, zjutraj ne more zgodaj vstati, ti nisi jutranja oseba. Recite: poglej in boš videl. Zjutraj bom hitro vstal in bom nekaj časa posvetil Bogu. Božja ljubezen nas kontrolira.
Bolj, ko ga ljubite, bolj boste hoteli, da se obvladujete. Poglejmo samo nekaj področji. Denar. Kako ravnate s svojim denarjem? Ali nimate nobene samokontrole na tem področju? Ali ne morete počakati nekoliko z užitkom? Nekaj, kar hočete, imate prav pred nosom, pa če imate denar ali ne, napravite si dolg s kreditno kartico, nato si pridobite drugo. In ko tu zmanjka posojila, si pridobite novo, nato si pridobite še eno in poskušate vplačati tisto, ki jo imate. Na vas je pritisk in vam krade vaš hojo z Bogom. Veste, kakšen je odgovor? Sklonite se in začnite odplačevati dolgove. Mislim, da je najbolj zabavno gledati človeške reakcije na določene izjave. A ste me slišali? Če bi rekla, molite in prosite Boga za čudež, da vam pomaga iz dolga, tako bo, da bi imeli nov začetek, bi ta dvorana ponorela. Veste, ko sem rekla, da samo pokleknite in začnite odplačevati dolgove? To je nekako tako, kot da stvar pretrese naš sistem. Je nekako tako, kot... Kaj? Hočeš, da pospravim svojo nesnago? Vedno se čudim ohromelemu starčku iz Janezovega evangelija, ki je 38 let ležal v bazenu. Ko se je Jezus ozrl na njegovo situacijo, je bilo prvo vprašanje, kako dolgo te to moči? Odgovoril je 38 let. Rekel je, ali resnično hočeš ozdraveti? Ali resnično hočeš ozdraveti? In ko mu je še naklonil nekaj izgovorov, mu je Jezus rekel, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi. Tako mislim, da je sporočilo tega teksta, da se pridobite nekaj hrbtenice. Pojdite ven iz svojega mrtvičenega, lenobnega, pasivnega življenja in očistite nesnago, ki ste jo storili. In vse to z Božjo pomočjo. Veste, da, Bog dela čudeže, vendar ne smemo tega izrabljati. Bog, potrebujem čudež, potrebujem čudež, potrebujem čudež. Mogoče bi potrebovali nekoliko akcije. Amen. No, morda boste bolj razburjeni glede tega po kakšnem letu. Kako skrbite sami zase? Ali spite 7 ali 8 ur na noč? Ali spijete veliko vode? Nekateri izmed vas si bodo mislili, počakaj trenutek, utopil se bom v toliko vode. No, ne maram vode. Oče mi je rekel, ne maram vode. Imel je težave z ledvicami. On je vedno rekel, po vodi se mi spahuje, ne morem piti vode. Ali lahko kontrolirate svojo prehrano? Ali telovadite? Joj. Mislim, če ne morete storiti nič drugega, začnite vsaj tako, da parkirate avto na obrobju parkirišča, kot pa da iščete čim bliže mesto k vhodnim vratom. Ali zares skrbite za vse, kar vam je Bog dal v uporabo? Ali je vaš avto umazan in poln smeti? Ali skrbite za svojo hišo, za svoje stanovanje? Kako izgledate, ko se odpravite ven? Ali se kdaj vprašate, ali izgledam v redu? Ven grem, da predstavljam Boga? Ali ste kdaj po 3 dnevih potegnili kaj iz sušilnega stroja? To ne gre nikamor. Je kakor osebna bridkost. Če nimate nič drugega za obleči, opustite vsaj na zraku. Mislim, vse to lahko storite. In storite to zaradi ljubezni do Boga. Ljubezen do Boga, dajte no. Mi smo njegovi predstavniki na zemlji. Mi smo predstavniki najvišjega, najbolj odličnega kralja, kraljev in gospoda gospodov.
Sveto pismo pravi, da smo mi njegovi osebni odposlanci. Nikar si ne upajte reči, da ste kristjani in potem živite razpuščeno življenje. To storite zaradi ljubezni do Boga. Ni vam treba čutiti, da to storite. Vi samo storite to iz ljubezni do Boga. Storite zato, ker ga hočete dostojno predstavljati in to je veliko dela. Živeti izbrano življenje je veliko delo, vendar ne bo dolgočasno. Vi se samo uležete na kavč in rečete, o, tako mi je dolg čas. Vidite, vsakdo ve, kaj delam. A ne, ni mi treba niti razlagati in tudi ljudje, ki gledajo televizijo, to razumejo. In nekateri gledajo ta program, prav tako delajo tisto. Dobro, končajte gledati program in recite, imam sporočilo, moram se vstati, nekaj počistiti. Za nekaj bom poskrbel, napravil bom dobro spoved, molil bom, stopil bom iz svoje hiše in za nekoga bom blagoslov. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posnamejo in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.